kaj je glavni point pri besedotvorju oziroma tvorjenkah, ki se pojavljajo v maturitetnih polah. Zdaj, mi ne moramo samo z osnovnimi besedami, ki jih imamo v slovenskem jeziku, ne moramo operirati oziroma jih uporabljati v vsakdanjem govoru, zato jih prilagodimo. Recimo, če pogledamo prvi primer, recimo plesalec, torej imamo osnovno besedo ples, ki smo jo potem prilagodili. Aha, moški, ki pleše, je plesalec, ženska je plesalka, to, kjer se pleše, je plesišče, to, da se pleše, recimo plesati. Plesanje. In v slovenščini poznamo 4 različne vrste teh tvorjenk. Najprej so tukaj izpeljanke. Izpeljanke so tvorjenke, ki so nastale na način, da smo tej osnovni besedi, ki je nastala, ki smo jo uporabili za tvorjenko, dodamo pripono. Se pravi, na desni del ji dodamo obrazilo, ki se imenuje pripona. Potem imamo tukaj zloženke. Zloženke so tvorjenke, ki so nastale po besedotvornem postopku, ki ga imenujemo zlaganje, in sicer na način, da smo torej med seboj zložili 2 besedi. In ti 2 besedi sta med seboj povezani s takim mostičkom oziroma medpono, torej zloženke imajo obrazilo, ki je medpona, in torej 2 besedi s to medpono povežemo v eno besedo in dobimo zloženko. Tukaj bi vas opozorila, da v slovenščini poznamo priredne in podredne zloženke. Priredne zloženke so tiste zloženke, v katerih dejansko sta obe besedi v enakovrednem razmerju. Recimo rusko-slovenski ali recimo avstro-ogrska, to pomeni ruski in slovenski. Avstrijska in ogrska. Podredne zloženke pa so sestavljene, se pravi, iz ene glavne in ene podredne besede, recimo zobotrebec, ki jo zopet povezuje medpona o. Potem so tukaj sestavljanke. Sestavljanke so nastale tako, da smo mi neki osnovni besedi oziroma tvorjenki dodali predpono oziroma to obrazilo, ki se imenuje predpona, in sestavljanke imajo vedno torej pred seboj predpono, ki so recimo, in te predpone so lahko zelo različne, recimo predober, hiperaktiven, antipatičen, nadpovprečen, podpovprečen, se pravi, torej imajo predpone. Potem so tukaj sklopi. Sklopi pa so tvorjenke, ki so nastale tako, da smo enostavno besede samo skupaj zložili in je to. Se pravi, brez kakršnih koli medpon, pripon, samo besede skupaj zložimo in dobimo sklop. To so ponavadi recimo nekateri vezniki, seveda, in pa vsi števniki, 300 in pa tudi vse kratice, recimo STAZU, NUK, NKBM, pač karkoli, skratka kratice. In ko govorimo mi o tvorjenkah oziroma besedotvorju, moramo poznati tudi določene izraze, ker včasih v maturitetni poli morate izpisati, izpišete besedotvorno podstavo, izpišete besedotvorno obrazilo, izpišete besedotvorni način. Se pravi, morate poznati te termine, da boste potem znali pravilno govoriti. Skratka, tvorjenka, recimo lovec, je sestavljena iz besedotvorne podstave, to je tista beseda, iz katere mi tvorimo tvorjenko, in besedotvorne obrazilo. Se pravi, ali to je lahko pripona, predpona ali medpona. In ko to skupaj zložimo, dobimo tvorjenko. Potem je tukaj skladenjska podstava, se pravi, lovec, tisti, ki lovi, lovka, ta, ki lovi. Potem je tukaj Ana vprašala za skladenjsko podstavo, recimo za zobotrebec, to, s čimer trebimo zobe, je recimo zobotrebec. In pa, kaj pomeni besedotvorni način? Besedotvorni način pomeni, če nastane izpeljanka, je besedotvorni način izpeljava. Če nastane zloženka, je besedotvorni način zlaganje. Če nastane sestavljanka, je besedotvorni način sestavljanje. In če nastane sklop, je besedotvorni način sklapljanje. Se pravi, besedotvorni način je postopek, s katerim mi dobimo tvorjenko. Skratka, toliko, da si znate potem tudi razložiti torej posamezne pojme, da boste vedeli dejansko, kaj v maturi izpisati.